Dobrodošli, dobrodošli, lepo pozdravljeni. Zdravo, zdravo. Pa kar napišite, od kod ste, da se malo povežemo, da se ogrejemo. Zdaj se še malo zbiramo. Od kod ste danes? Napišite, če slišite, če vidite. Iz Avstrije, Ivana, super, super. Tako da vidite, če tale chat, da usposobimo, samo malo. Aha, evo, že vidim, kje bo treba spremeniti. Tako, tako. Dobrodošli. Če vam ni nerodno, prosim, napišite, od kod ste danes. Midve s Petrom smo danes tu iz Maribora danes, in se bomo povezali s celo Slovenijo, še kdo iz drugega. Evo, imamo Limbuš, Pragersko, Ljubljana, Milan iz Tržiča, Bravo, Golnik, Gorenjska, Ljubljana, Kočevje, Opatija, Obala, Ljubljana, Urška, Novo mesto, Kristina, Maribor. Kako ste hitri, Dušana imamo, bravo, Prekmurje, Majšperk, Škofja Loka, Cirkulane, Ruše, se upravičujem, če mi kdo ide, hitro probam brati, Maribor. Ja, bravo, bravo. Sem zelo vesela, hvaležna, da ste si vzeli ta čas, da smo lahko skupaj. Naredila bom vse, da vam res čim več ta teden, ta webinar damo in tudi Petra in še imamo presenečenja za vas pripravljena, tako da ostanite z nami do konca. Dano imamo, Ljubljano, Kamnik, super. Bravo, bravo, krasno. Super, mi je všeč, da ste si danes vzeli čas, še Koper, ker pišite, Gorišnico. Ja, bomo naredili, tokrat pa bomo tehnično naredili posnetek. Evo, že snemamo, tako da boste dobili posnetek. Vanja se je uspela prijaviti, bravo, Goričko, Ani imamo, dobro, super. Boste dobili. Preddvor, v redu, Horjul, Savinjska dolina. Krasno, mi je všeč, da ste pogumni, da se vsaj pokažemo, če že ne s kamero, pa vsaj odkot smo, ne? Tako da zdaj bi pa jaz mogoče Petri predala besedo, da naredi en tak kratek uvod, potem vas pa jaz popeljem v svet brez strahov, kako se rešiti strahove. Vi pa lahko še vse kar napišete, bomo prebrali vse, tako da toplo dobrodošli vsi. Petra, ja, dobrodošli vsi, tudi dobrodošli tistim, ki si boste ogledali posnetek, zdaj kasneje. Tako da moje ime je Petra, sem Asina asistentka in sem res zelo vesela, da sem lahko z vami. Jaz bom nekaj malega povedala o Asi, kdo je v bistvu Asja Dominko, kdo je Asja kot terapeut, kdo je Asja kot človek. In pa povabila bi vas tudi, da se zaradi res pomembnosti tema je strah in kako predelati svoje strahove, da si res vzamete čas, si morda utišate mobilne telefone, ker ta tema je marsikomu lahko spremeni življenje in vas tudi povabim, da res vse posvetite sebi. Zdaj, kdo je Asja? Oziroma, kdo je Asja Dominko? Res ena taka čudovita ženska, ki je tukaj z mano. Asja je vodilna terapeutka za odpravo tesnobe, strahov, izgorelosti, paničnih napadov, nespečnosti in je pravzaprav mojstrica za spremembo podzavestnih vzorcev in prepričanj. Diplomirala je iz biokemije in naredila tudi znanstveni magisterij iz področja temeljnih medicinskih znanosti. V tujini se je izobraževala pri vodilnih strokovnjakih iz področja osebne in duhovne rasti ter energetskega in čustvenega zdravljenja. Za njene izkušnje tako iz medicine kot farmacije in njeno globoko poznavanje, seveda tudi sveta duhovnih, čustvenih in energetskih praks, naredijo njen pristop dobesedno en univerzalen, poseben in pa edinstven, seveda tudi zelo uspešen. Ko sem iskala in raziskovala po Sloveniji in tudi drugod po Evropi, kakšni so pristopi k duševnemu zdravljenju, sem tudi ugotovila, da toliko posebnega, unikatnega in uspešnega programa res zlepa človek ne najde in o tem res pričajo tisoči zgodb, za katerimi stojijo ljudje kot sem jaz, morda kot ste vi za drugimi strani ekrana.
In prav zaradi te njene učinkovitosti je pogosto povabljena tudi v kakšne oddaje, kakšne časopisne hiše, kjer z veseljem podeli svoje izkušnje in znanja. Je avtorica knjig Tapkanje in Moja nova samopodoba in vas tudi povabim, da si jih preberete, ter ustanoviteljica programa Notranji mir. Kaj pa Asja kot človek? Asja je meni ena taka zelo draga oseba in kar je meni všeč pri njej, da to, kar nas uči, kar vas uči, tudi sama živi. Je človek s takim zelo velikim srcem, zelo empatična, zna nas slišati in njeno notranje vodstvo je tudi zelo močno, da se to čuti zelo v njenih terapijah. Lahko vam pomaga, da preobrazite vaše sence in dvome, ki so v vas, in vas ob enem tudi nauči, da takrat, ko vam življenje ponudi izziv, da si znate pomagati na koncu tudi sami. Sedaj pa povabim Asjo, da z vami podeli svoja znanja, spoznanja in modrosti, ki jih je nabrala skozi mnogo let. Tako da, Asja, izvolja. Hvala lepa, Petra. Ok, super. Zdaj pa gremo mi kar v akcijo in gremo se malo soočiti pogumno za svojimi strahovi. In rada bi danes, da razumete, kako se jih trajno znebite. Da razumete mehanizme, na podlagi katerega to deluje, in tudi kako v bistvu lahko res se rešite teh strahov. To ni bila samo neka fraza marketinška, da se rešimo tako zavedno, ampak to je dejansko to, kar jaz osebno živim, to, kar moje ljudi učim, tiste moje najbližje, ki so z mano tudi sodelavci, družino in kar učim na terapijah. Možno je vse svoje strahove se rešiti in zaživeti življenje brez strahu. Življenje z notranjim mirom, življenje z notranjim pogumom, življenje, kjer se počutimo dobro. Preden pa gremo za temo, pa bi dala še besedo vam in sicer me zanima, kateri strah je vas pripeljal danes na to srečanje, kateri je tisti vaš strah, ki pa je vas muči, ki bi se ga želeli rešiti. Pa lahko napišete, evo. Aha, strah pred letenjem z letalom, dobro, ker panični napad, dobro, kar napišete še. Strah pred boleznimi, Anita, ja. Strah pred preživetjem, prihodnost, miši, stiska, zdravljenje, trpljenje, umiranje, strah pred zobozdravnikom, Urška nima, strah pred psihično boleznijo, ja, strah pred smrtjo, strah voziti po avtocesti, strah pred nezavestjo, agorofobija, socialni, strah smrt, vrtoglavice, tinnitus, da v službi nekaj ne bom znala verjetno, strah pred prihodnostjo, strah pred izgubo, strah pred množico, sem kronično izgoreti v strahu od zgodnjega otroštva ni bilo fajn, ja. Strah pred starostjo, strah pred prihodnostjo, zobozdravnik imamo, pred druženjem, strah včasih v službi, po noči sanjam službo, probam čim hitreje brati, panični napadi, ogromno strahov, ja, strah pred boleznijo, vožnja avta, nesigurnost, strah pred boleznijo, rak in kap, strah pred psihično boleznijo. Ok. Tesnoba, strah pred zunanjim svetom, panični napadi. Sem se spomnila strah pred zaprtim prostorom. Ok. Vidim, da je to res naša tema danes, da vam je to pomembno, da so strahovi, samo da naštimam. Evo, Ja, zdaj pa imam. Ja. Nisi bil prej prijavljen? Seveda, bil sem Tako, evo. Malo tehnično se še lovimo, pa smo zdaj, ne? Strah zaradi neodločnosti, voziti po cesti. Tako, in zdaj bi pa jaz z vami malo šla čez to, pa še me zanima, če res pomislite, ne, kje vas ti vaši strahovi ovirajo, kako ti vaši strahovi vplivajo na vaše življenje. Čisto na kratko, če napišete spet. Pa predvsem ne samo, da pišete, ampak tudi, da sebe začutite. Ker to delo, strahovi je delo sam sabo, jaz vas vodim, ampak vsak mora sam sebi v srček pogledati, v svoje telo. Torej, kje vas ti strahovi, pomislite, na katerih področjih vas v bistvu ti strahovi ovirajo, kako ti strahovi vplivajo na vaše življenje. Ker mislim, da se o tem premalo pogovarjamo, ker ta naš notranji svet zelo vpliva na naš zunanji svet, kako živimo, kako delamo, kakšne odnose imamo, koliko zaslužimo, kako zdravi smo. In zato je to tema res zelo, zelo pomembna.
Malo bom prebrala, čisto vsega ne bom mogla, ampak bom vam pa probala čim več. Nekdo mora letalo že stiska, težko greste ven, prsten košu vas štiška, srčni utripe neenakomerne spečnost, dvomi vase, dvomi kar v vse, rušijo mi zdravje, slabo samopodobo, strah pred boleznijo, bolniške, ne. Zaprla sem se vase in ne upam ven, okej. Padem v težko krizo, napeto živčnost, ne grem rada v službo, iskrem zgovor, da ne bi šla, velika nesigurnost vase, nesamozavest, panika, ne udeležujem se kulturnih dogodkov, dvom, nesproščenost, nezaupanje, krči v glavi, Karmen, ja. Čutim tesnobo, povišan puls skozi celotno službo, kljub temu, da me delo veseli. Izogibam se različnim dogodkom, čutim strah, sram, nesamozavest, ja. Grozno mi je, če sama peljem po avtocesti, se mi vrti, ne vidim dobro, težko diham. V prsnem košu me stiska, slabost, dvom vase, strah pred neuspehom. Oče mi je vcepil strah v otroštvu, to se mi pozna celo življenje. Kimam in trpim, ja. In seveda to ni dobro, ne. Nelagodje, žalost, nemir, žalost, ja. Omejenost, odvisnost od drugih, strah pred višino. Vidite, ni hec, ne, imeti te strahove, ni hec živeti s temi strahovi in se hvaležna, da mi zaupate, hvaležna sem, da ste danes tukaj, da res lahko pogledamo, kako lahko se rešimo teh strahov. In preden pa gremo naprej, pa bi z vami rada šla, padete v panični napad, ja. Glejte, zdaj imate v bistvu dve možnosti in tega vas nihče do zdaj ni učil, tudi mene, ne. Jaz sem mogla to sama se prikopati do tega, kar zdaj znam, ker enostavno tudi moji strahovi so bili tako močni, to je bilo, ne vem, 10-15 let nazaj, tako močni, da nisem mogla funkcionirati. Tako slabo samopodobo sem imela, da se nisem dobro počutila sama v sebi, da je bilo res zelo, zelo težko živeti. In ta moj notranji svet, ko je vse v meni divjalo, ko res se nisem počutila dobro, je bilo močneje od nekih uspehov, ki sem jih na zunaj sicer dosegala. In zato vas popolnoma razumem, vem, čez kaj greste, in bi vam rada danes položila na srce, da je vse to možno spremeniti. In jaz sem posvetila zadnjih od svojega 40. leta, zadnjih 12 let samo to delam in nekako, ko sem ugotovila, da je to meni pomagalo, kaj je meni pomagalo, ker sem poskušala marsikaj, potovala marsikje, zdaj želim to deliti z vami. In želim vam predvsem biti nek vzor v smislu, da je to možno. Torej, ko bo vas zagrabil dvom, da se ne da, ko bojo mogoče okoli vas govorili, da ste čudni, da vas nihče ne razume, se lahko spomnite name, pa še na koga danes, boste videli tudi obraze drugih ljudi, ki so šli čez to. Prvo je, hočem vam dati vero v to, da je možno strahove svoje premagati. Tudi, če ste imeli težko otroštvo, tudi, če so strahovi tako močni, da iz hiše ne morete, vse to je praksa, je pravilo, da se to da tukaj s tem znanjem, ki vam danes želim podeliti, premagati. Okay? Torej, strahovi se dajo premagati. Strahove je možno rešiti. Strahove je možno spustiti ven iz vašega telesa. Prav, to je prva stvar, ki sem želela z vami podeliti, zato da boste lažje, pa upam, da boste vsaj malo začeli verjeti, vsaj malo začeli zaupati. Zakaj pa v bistvu vam lahko to rečem? Predstavljajte si, da ste kot en mali čolniček na vodi in je vihar okoli vas in trga, pač ti valovi premetavajo, mečejo čolniček ob obalo, ob skale, ostre skale. In tako je življenje, kadar ne znamo sami sabo krmariti čez življenje. Zdaj si pa predstavljajte, da ta čolniček vseeno, da ga speljemo v nek miren pristan, da se zasidra, da ga morda celo potegnemo na kopno. In to je razlika med tem, ali vi znate sami se, ali vi veste, ali se naučite te veščine premagovati svoje strahove, ali pa pustite, da vas ti strahovi divjajo v vas in če znotraj vas divja, potem bo tudi življenje okoli vas ne bo prav prijazno. Ne bo mirno morje, ampak bo divje, razburkano in viharno. In če hočemo mi okoli sebe simbolično vam povem, mirno morje je treba znotraj sebe narediti mirno morje. Jaz imam pač obožujem morje in morje meni daje energijo in počitek, zato imam zdaj to prispodobo ravno za vas.
Torej ne želimo biti več en čolniček na vodi, ki ga premetava in meče v skale, ampak hočemo v sebi najti svoj mir, zato da lahko si tudi svoje življenje uredimo. Tako da to je tisto. In glejte, zdaj pa je pomembno razumeti. Ko imamo mi, ti strahovi, ki jih čutimo, izhajajo iz dveh virov. En vir je okolica, v kateri živimo, so poročila. So poročila, ki so namenjena temu, da nas strašijo, če smo pošteni. Poročila so namenjena, oziroma to zunanje okolje je namenjeno, da vzbuja v nas tudi neke strahove. Pompozne novice so tiste, ki vzbujajo pozornost in negativna pozornost in strah, potem se da tudi na ljudi vplivati in manipulirati. In takrat je najlažje, da tudi eno reklamo in takrat potem mi to vse kupimo. Torej, okolje, če ne znamo tega izključiti, lahko zelo negativno vpliva na nas. Ne? Spomnimo se, kak je bilo v koroni, koliko je bilo tukaj enih, kolikokrat je bila smrt pokazana, pa krste, pa ne vem, kaj vse. In zdaj strah pred krizo energetsko, okolje lahko zelo vpliva na naše strahove. To je en vir strahov, ki jih moramo paziti in jih odrezati. In pazite, kaj poslušate, pazite, komu pustite, da vpliva na vas. Pazite, katere viharje boste pustili, da bo vaš čolniček premetaval. In drugi vir strahov so pa naše izkušnje pretekle življenja, ki smo jih imeli. Vse, kar smo mi težkega v življenju, vse, kar smo mi v življenju doživeli, in lepega in slabega, vse to je šlo v naše telo. Vse to je se zapisalo v naše telo. In naši možgani so preprosto arhiv vsega, kar se je dogajalo z nami. In poleg tega, da so se spomini zapisali v nas, nevronske poti so se naredile v možganih, poleg tega so se tudi občutki zapisali v nas. In če ste vi doživeli mnogo občutkov strahu, občutkov ogroženosti, verjemite, da je to je ostalo v vas. In to vam zdaj buta na plano. Ne? In če je tega res toliko, je lahko skrajna stopnja panični napad. In ko imate enkrat panični napad, vas je strah iti v avto, strah vas je iti na javne prostore, strah težko funkcionira. Zdaj pa, ker je današnja tema, kako v bistvu se mi rešimo teh strahov. Prva stvar, ki morate vedeti, da je potrebno vložiti v to nekaj svojega truda in nekaj svojega časa. Oziroma ne, prva stvar je, da morate vedeti, da je to možno. To sem že povedala. In druga stvar je, da se morate zavestno odločiti, da ne boste pustili, da vaš čolniček premetava. Da se res zavestno odločite, da hočete se naučiti delati s svojim notranjim svetom in to vas jaz učim in to je točno, obstaja točen protokol, način, proces, čez katerega vas lahko peljem, da resnično te vaše strahove spravimo ven iz vas in da vas pripeljemo v miren pristan, če imam to prispodobo, oziroma da imate mir v sebi. In to vpliva potem čisto na vsa področja vašega življenja. Torej, to je druga stvar, da se vi odločite, da to res hočete. Ker samo od sebe se ne bo zgodilo nič. Vi morate na nek način dojeti, da niste vi žrtev tega življenja. In predvsem morate dojeti, da imate moč v sebi, da vplivate in na svoje misli, in na svoje občutke, in na svoje aktivnosti. In tega nas nihče v življenju do zdaj ni učil. Nihče nas ni učil, da lahko prevzamemo kontrolo nad tem, kako čutim, kako se počutimo, kako razmišljamo in kakšne aktivnosti delamo. Zakaj? Zato, ker je res lažje ljudi manipulirati, dokler se pač prepustijo. In kaj smo bili navajeni do zdaj, ali pa kar morda ste navajeni? Navajeni ste se počutiti tako, kot okolica od vas, kot se v okolici stvari dogajajo, in tako, kot so se za pretekle izkušnje, ki ste jih imeli. Je res? Vsaj jaz sem bila na istem. Torej, počutimo se tako, če nas nekdo razjezi, smo jezni. Če nas nekdo užali, smo prizadeti. Če se nekaj zunaj zgodi, smo mi žalostni. Torej, zunanja okolica vpliva na to, kako se mi počutimo. In to je pozicija, ko smo v bistvu zelo nemočni in smo žrtve in težko živimo s tem. Zakaj? Ker nimamo nobene kontrole ne nad svojim počutjem, ne nad svojim življenjem. Hkrati imamo pa še v sebi cel kup zapisov teh neprijetnih izkušenj iz preteklosti, ki se tudi lepo skombinirajo in povežejo z tem pritiski od zunaj.
In tako smo nekako spet tisti čolniček, ki ga voda premetava, ki ga morje premetava. Dol je ena gospa, starejša Dalmatinka, ko sem rekla, morje, voda je super za plavati, reče, ni voda, to je more. 10-krat me je popravila. Torej, premetava nas, premetava. In mi, če hočemo, da nas ne bo več premetavalo, se moramo naučiti počutiti tako, kot mi hočemo, ne tako, kot okolica hoče in ne tako, kot naše pretekle izkušnje hočejo. Razumete, kaj sem vam povedala? To je koncept, ki ga morate razumeti. In na tem konceptu v bistvu temelji vse moje delo s strankami zadnjih 12 let in program, ki vam ga bomo tudi predstavili, če boste želeli pomoč. To je treba spremeniti. Namesto, da pustite, da okolica vpliva na to, kako se vi počutite, se morate mi dvigniti nad to in sami začeti vplivati na to, kako se vi počutite. Vam bom demonstrirala, kako bomo naredili točno vajo. Vi sami morate narediti naprej, vi morate biti močnejši od okolice in hkrati močnejši od vseh starih programiranj, od vseh starih vzorcev, starih občutkov, ki so šli vse v naše telo. Posebej, tako kot je Milan že prej nam napisal, težko otroštvo, veliko kritike, to je šlo vse v nas in to je vse v nas in to je kot ena tista stara kaseta, ki se samo vrti. In mi se moramo naučiti, kako te stare vzorce brisati, ker stari negativni vzorci so vedno povezani s čustveno bolečino, z strahovi. Moramo se to naučiti. In po drugi strani se moramo naučiti, kako presežemo vpliv, da ne bo vsaka stvar nas tako vrgla iz tira, da ne bo vsaka stvar nas spravila na kolena, da ne bo vsaka stvar nas spravila v jok, v žalost, strahove, da nam ne bo začelo srce razbijati. In če kdaj, potem je čas zdaj tak, ko so res pritiski od sedanjosti in pritiski iz preteklosti. Toliko močno, da se v nas ti strahovi vzbujajo in zato to tako prekleto vpliva na naše življenje, na moje ne več. Jaz sem ugotovila, jaz sem pogruntala, kako to spremeniti, šla sem čez ta proces in vi pa še morate to narediti. Ampak prvo stvar morate vedeti, da se to da in morate vedeti, da je tukaj to, kar vas jaz učim, da ne boste na vsakem koraku srečali, zato ker na splošno ni to zaželjeno, da bi ljudje postajali vedno bolj zavestni, da bi vedno bolj, ker takih ljudi se ne da manipulirati. Ja? Ker ko znate to delati, ko znate vplivati na svoje lastne misli, na svoje lastna čustva, ko znate to, takrat znate voditi svoje življenje. In takrat niste več žrtev, ampak postanete neki zmagovalec in kreator svojega življenja. In prvi korak je, da se začnete počutiti dobro. In da ne vpliva vse od vas za nazaj in od naprej. Evo. Ali vas zanima, ali se strinjate s tem? Prosim, dajte mi kak komentar, da vidim, kako to dojemate. Nuša in Milan sta mi že napisala. Torej, ali se strinjate, ali vas zanima to, kako v bistvu sam vzeti svoje roke, kako se počutim, kako razmišljam. To zelo zanima, prosim, se strinjate popolnoma, zelo, ok. Me zanima, zelo, je težko, zanima me močno, zelo, ok, zelo vas zanima. Dobro, me res veseli. Dobro. Tako, bravo. Zdaj pa gremo čisto praktično, kako v bistvu to. Glejte, imamo še eno primerjavo vam bom dala. Jaz bi vam lahko tudi teoretično marsikaj razlagala, ampak mene v bistvu teorija toliko ne zanima. Mene zanimajo samo tiste stvari, ki res delujejo, ki so praktične, ki dajo rezultate. In zdaj si predstavljate en gozd, ne vem, en gozd, kjer ni nobene poti. In zdaj si predstavljate, da pride 1000 ljudi in gre po eni potki. In kmalu se med temi smrekami, recimo, da je to, ne vem, Pohorje, ja, pravi, strinjam se, da nismo žrtve, ampak imam vseeno strahove kot preventivne mehanizme. Ja, tako, bom razložila malo več, bomo šli. Samo da nadaljujem svojo misel. Torej, imamo gozd, ker je veliko dreves. In zdaj 1000 ljudi pride in nekdo pač si izbere neko naključno pot in pride še eden naključno pot in še eden. In kmalu se jih veliko ljudi gre po isti potki čez tale gozd
In kaj se naredi? V gozdu, kjer ni bilo prej nobene poti, je naenkrat postavljena ena pot. In potem, ko bo naslednji ljudje prihajali, bodo vedno logično takoj šli kar po tej poti, ker ne bodo šli čez goščavo, kjer je grmovje, ker so trni in tako, ampak bodo šli lepo po tej poti. In tako približno je v naših možganih. Čisto to so nevronske poti, ki so narejene. Za vsak izkušnjo, ki jo imamo, je nekaj, so nevronske povezave v naših možganih. Zelo kompleksno, zelo komplicirano. In če hočemo mi spremeniti svoje misli, svoje občutke in s tem tudi svoje aktivnosti, moramo začeti spreminjati te nevronske povezave. Sočasno pa tudi svoje občutke. Ja? In zato, ja, in to v bistvu rabimo narediti. Ne? To sem vam hotela še povedati, to primerjavo. Kaj še moramo tukaj vedeti? 95% vseh teh naših stvari je na podzavestnem nivoju. To so posebej, kadar so povezane s strahovi, z negativnimi občutki, je to na podzavestnem ravni. Če si predstavljate moj obraz kot naš in zgornja polovička, ki je manjša, je logika naša. Spodnja polovička je pa naša podzavest, recimo moja podzavest. In podzavest v bistvu naj bi bila 95%. Logika pa čisto malo. Ampak mi vse, kar beremo, to gre vse v logiko. Emocije, predvsem negativne, so v naši podzavesti. In kako v bistvu mi spreminjamo to podzavest? Kako spreminjamo podzavest? Po eni strani, tu vam bom pa najlažje pokazala s sliko. Ker imam krasne ilustracije. To je v bistvu iz te moje knjige, Tapkanje, odpravi negativne misli in občutke, oziroma kako trajno premagamo anksioznost. Tapkanje je ena izmed tehnik, jaz tudi mnoge druge tehnike uporabljam, ampak tapkanje je ena, ki res zelo, zelo pomaga, ko delamo s svojimi strahovi in o svojimi občutki. In s tem lahko resnično vplivamo na svoje čustva. In zdaj vam pokažem tele slice, čakajte samo, tako. Tole sem vam želela prvo pokazati. Poglejte, zelo, zelo pomembno, da razumete te krasne ilustracije. Ko smo bili mi majhni, recimo, da je bila tale punčka majhna in se je počutila, jo je bilo strah. Recimo, da je bilo strah. In danes je ta punčka zrasla v odraslo gospo, ampak to malo telo je zraslo v veliko telo, ampak ti občutki, ki so bili v tej deklici, so šli v to veliko gospo. In če želimo mi naše strahove pomiriti, je potrebno iti k tej punčki in to se v bistvu ukvarjati z svojimi starimi spomini, kjer so vezane stari občutki. Se predstavljate? Torej, če želimo trajno odpraviti strahove, to, kar je bila obljuba današnjega webinarja, je potrebno iti pogledati, kdaj se je ta strah vpisal v vas. In v bistvu na koncu to sploh ni komplicirano, to se vse zelo lepo da narediti. Samo pomembno je, da ta koncept razumete, da boste vedeli, da imate moč in je potrebno poiskati tiste spomine, ki so bili za vas težki. Tiste spomine, kjer ste čutili strah, mogoče nemoč, mogoče žalost. In tukaj v teh spominih so se oblikovala tudi prepričanja o sebi, o svetu. Naprimer, nisem dovolj dobra. Ali pa moram biti popolna, ker potem bojo mogoče imeli radi. Ali pa moram vse narediti za druge. Razumete? Torej, če želimo mi kot odrasli se rešiti strahov, je potrebno iti k deklici ali k fantku, poiskati tiste spomine, kjer smo doživeli velik strah in ta strah očistiti. Lahko to naredite na različne, jaz uporabljam različne tehnike, ko to delam. To delamo tudi na mojem terapiji, v mojem programu Notranji mir. Če bo koga zanimalo, lahko se bo na koncu tudi dobil informacije o tem. Ampak koncept bi rada, da danes razumete. Torej, tu je rešitev za trajno odpravo strahov. In tu se da, tudi če je bilo vaše življenje zelo, zelo težko, se v nekaj tednih, v nekaj mesecih da to spremeniti. Moj program traja 3 mesece in če date samo nekaj ur na teden, lahko spreminjate zelo močno v to podzavest.
Ja, Liljana nam komentira, meni zelo dolgo pomaga, da se spomnim, kako in kaj tapkati, ker sedaj že počasi pozabim, ker sem večkrat poslušala in delala. Okay. Zato smo zdaj tukaj. In gledajte, kaj je cilj. To je v bistvu drug korak, druga ilustracija. Kot mi dosežemo, da se ta deklica pomiri, da je deklica mirna, da je deklica vesela, da se ona počuti srečna, izpolnjena. Ali deček, fantek, ne, to je pač moški risal in je rekel, bo reši žensko narisal, ker več žensk to dela, ampak k meni veliko moških tudi pride po pomoč. Ker to danes ni več nič sramotno, ampak je krasno, da prevzamemo kontrolo nad tem, da naš čolniček ne meče na skale. In prvi korak je, da to mi v domišljiji, to deklico potolažimo, pomirimo, spustimo stare občutke, stare strahove ven iz teh svojih najtežjih spominov. In posledično se mi kot odrasli počutimo bolje. In to je dejansko praksa na mojih terapijah. Moje terapije niso, da se mi dolgo in na široko pogovarjamo, ampak gremo direktno in spreminjamo spomin in direktno doživimo olajšanje. Ob tem seveda imamo neko reakcijo, doživijo se solze, mravljinci, kakorkoli in pride v bistvu do tega, da se začnemo mi kot odrasli počutiti bolje. In potem gremo naprej in poglejte, bom potem prebrala, ja. Glejte, to je pa tretja ilustracija. Tretja ilustracija. Bo boljše? To je pa tretja ilustracija, vidite, tule deklico je pa že vesela. In ko mi v našem spominu, ki je bil prej zelo težek, spremenimo, da je deklica vesela, se tudi mi počutimo veselo, mirno in brez strahov. In to je v bistvu proces, ki se ga da naučiti, proces, ki vsak, ki gre čez moj program, lahko zelo hitro razume in proces, ki vam prinese notranji mir. In ne samo notranji mir, ko te travme sprostimo, s tem je povezana slaba samopodoba. S temi strahovi je povezan občutek nemoči. S temi strahovi je povezan občutek nesigurnosti vase. Za temi strahovi je povezano tudi, to vpliva tudi na slabo zdravje. Tako pomembno je, da se naučimo čistiti stvari iz sebe, tolažiti sebe kot otroka v tistih svojih najtežjih zgodbah, svojih najtežjih situacijah in temu otroku v domišljiji prinesti mir, potem tudi mi dobimo mir. In to je proces, ki traja, vsak, ki je resni stiski, k meni pridejo ljudje, ki so res v resni stiski, če 3 mesece mi sledijo, če 3 mesece dajo nekaj ur na teden, so v 3 mesecih res izjemni rezultati. In potem se seveda dovolj naučijo, da lahko tudi kasneje v življenju si s tem pomagajo. Tako prižgem spet lučko, da bo malo lepše osvetljeno in odgovorim na vprašanja. Torej, lahko tudi, če imate kakršnokoli vprašanje, zdaj pišete, bom odgovorila. Kako potolažiš deklico, če se negativni spomini v podzavesti in jih ne poznaš? Ja, tukaj obstaja način, da to odkrijemo. Vedeti morate, če ste bili vi stari pod 2 leti, če si predstavljate otročka, ki je star 1 leto, ki mogoče že hodi, že zna sam jesti, ne zna še več veliko govoriti, tak otrok, če se zraven njega nekaj zgodi, nekaj hrupnega, ne vem, nekaj neprijetnega, ta otroček bo začel jokati. Ampak ta otrok še nima kognitivnih funkcij razvitih. In ko bo ta otrok odrastel, on bo občutke imel v sebi, ne bo pa vedel, kateri spomin je. In zato v tem primeru delamo samo z občutki, tudi če ne najdemo spomina. Včasih si kar izmislimo, koliko bi bil lahko otrok star, uporabimo domišljijo. Skratka, ko se tega procesa naučite, vidite, da se vse to da narediti, ker ljudje velikokrat rečejo, joj, pa ne najdem dogodkov, ali pa ni bilo nič tako zelo težkega. Ni nujno, da so bile velike travme. Lahko je bil samo otrok, ki je bil včasih sam, pa mu je bilo neprijetno, včasih mu je bilo dolg čas, ko je bilo neprijetno in se v taki mali glavici začne marsikaj dogajati. Tako, evo, še postavljate vprašanja. Ne spomnim se nobenih travm, sem pa zelo anksiozna. Okay.
če ste anksiozna, anksioznost pomeni, da imamo strahove, da imamo celo mravljince, neprijetne občutke razbijanja srca, potenje, lahko šibke noge, kakršnekoli bolečine, pomeni, da so zapisi strahu in neugodja iz preteklosti močni v nas. In obstaja, in če so tam, se jih da rešiti. Prav? Morate pa zbrati toliko poguma in zato je to vodenje tako pomembno, da presežete, moramo preseči te stare utrjene poti v gozdu, me razumete? Zato je tudi treba včasih, jaz znam biti zelo nežna kot terapeutka, včasih znam biti pa zelo močna, ker rabimo moč, da presežemo stare utirjene poti po gozdu in naredimo čisto novo pot. In včasih je treba malo več časa, včasih je treba malo več vztrajnosti, ampak zelo se splača ukvarjati s tem, zelo se splača temu resno posvetiti, ker se bo vaše življenje obrnilo naokoli. Vam bom pokazala en video, kjer so ljudje, ki so, bom prebrala, ki so šli čez to, kaj vse so dosegli. A pomaga pri kompulzivnih obsesivnih motnjah tudi, absolutno, tudi tukaj je najprej obsesivna misel povezana s kompulzivnim dejanjem in tudi tukaj dejansko to pomaga, je pa po mojih izkušnjah tukaj več truda potrebno kot pri anksioznosti. Ne? Je pa vedno skrita čustvena bolečina za temi obsesivnimi mislimi in za kompulzivnimi dejanji. Ok, Mirjana piše, da ni imela terapevtke. Mislim, da se ta moj strah se replicira tudi na otroka, je to možno. Absolutno ja. Možno je, da te svoje strahove, ne samo možno, praviloma prenašamo iz generacije v generacijo. In najbolj fajn je, ko mamice rečejo, jaz sem postala bolj mirna, jaz ne kričim več na svojega otroka, jaz imam boljši odnos s svojim možem. Zakaj? Ker ko smo mi nervozni, naš otrok to diha, to čuti, naš otrok ta naš strah srka vase in bo to šlo v njegovo podzavest in bo šlo to iz generacije v generacijo naprej. Ampak mislim, da je zdaj čas, te nas, ki smo zdaj tu v neki aktivni dobi in posebej mladi, ki prihajajo, da naredimo tukaj en time out, da naredimo tu da naredimo presek in da ne dovolimo, da stare travme iz generacij za nazaj prehajajo na naše otroke. In meni je bila osebno to tudi zelo velika motivacija. Jaz imam 3 svoje otroke, ki so zdaj že odrasli, ampak mi je bilo najtežje, da bi oni trpeli tako, kot sem jaz, kot majhna. Ne? In največja motivacija je bilo, kako lahko sebe spremenim najprej, da sem jaz tudi vzgled njim in da ne prenašam nekih svojih stisk na podzavestno in prek kričanja in prek slabe volje in prek vsega tega naprej. Ne? Milena, ja, vse prenesemo na otroke in ne uide žal tako. Simona, pri meni je trenutna težava, ko je vroče, kar mislim, da mi jemlje sapo in da bom padla v nezavest. Kako ukrepa v tem primeru? Simona, treba se vprašati, zapreti oči in se vprašati, od kdaj imam to, zakaj imam to, kaj se je meni zgodilo, da se je moje telo tega naučilo. Ker tako kot je bil en lep komentar prej, strah je namenjen, da nas varuje. Strah je namenjen, da nas čuva pred neko nevarnostjo. Zdaj pa vi gledajte, mi smo imeli veliko nekih težkih situacij, kot majhni otroci smo to malo po svoje razumeli in smo to posplošili in zdaj smo odrasli in nas je strah vsega. Tako deluje naša psiha, tako deluje naša podzavest in bi padli kar v nezavest. Kljub temu, da objektivno zdaj ni več take nismo ogroženi, nič hudega se nam ne zgodi, nihče nam ne drži pištolo na glavo ali pa ne vem, bombo pred nami. Ampak naša psiha, ker je toliko enih stvari doživela, to interpretira, kot da je to vse tako zelo, zelo hudo in v bistvu nam ne pusti normalno živeti. In kaj moramo mi narediti? Mi moramo našo podzavest prepričati, da je vse v redu, prepričati, da smo varni, prepričati, to me zdaj poslušate, kaj moramo podzavest prepričati? Podzavest moramo prepričati, da ne bomo šli več po stari poti, podzavest moramo prepričati, da je vse to že mimo. Zakaj? Ker vse to, kar smo mi doživeli, podzavest dojema in se vse dogaja, kot bi se dogajalo danes. In mi na logičnem nivoju vemo, da je to že zdavnaj mimo, ampak občutki so pa tukaj, kot da se bi to dogajalo danes. In podzavest je treba prepričati, da je to vse mimo. In zdaj
obstajata dve možnosti, ne, lahko sami to poskusite. Druga možnost pa je, da če pa rabite pomoč, pa smo tukaj za vas. Tako da tisti, ki ste zdaj, bomo šli še naprej, bom jaz še razlagala, ampak tisti, ki čutite, da bi se radi pogovorili osebno, iskreno z mano ali pa s katerim od mojih asistentov, lahko vam bomo dali zdaj kar eno povezavo in lahko si izberete termin, koliko je pač prostih, za en tak pogovor. 30 minut je čisto brezplačen. Torej, tisti, ki ste se tu našli v tem, vas res vabim, dajte si vzeti pol ure časa v prihodnjih dneh, da se pogovorimo ali z mano ali pa s kom res, moji asistenti dihajo z mano, razumejo z mano, delajo z mano, na terapijah so z mano, ne morejo biti z mano, če ne grejo od tega voza, ne vlečejo skupaj z mano in oni razumejo proces, ker so sami šli čez njega, ker smo vsak dan skupaj in se vam bojo prisluhnili in bojo tudi na vašo konkretno težavo se vam lažje posvetili in vam lažje razložili. Tako da vabim, da prilepite link, fantje naši, Kristjan in Jure, prilepite link za uvodni pogovor, vi pa ta čas, ko se pogovarjamo, si lahko že zberete termin, pogovor se bo pa bodisi preko Zooma, lahko se pripeljete v Maribor, lahko pa tudi preko telefona. Tako da nič ne stane vas, ne nas, je čisto brez obveznosti, pogovor iz srca do srca, iskreno, da vam se malo bolj posvetimo o tem, kako bi se dalo vaše stvari konkretno rešiti. Ne? Tako, jaz pa berem zdaj naprej. Kaj narediti, ko te zagrabi močen panični napad? Takrat predlagam, da uporabite tapkanje, Alma, zaprete oči in edino, kar si govorite, varna sem. Varna sem, vse je v redu. Varna sem, vse je v redu. Ko imate močne strahove, tapkajte in samo govorite, varna sem, varna sem, varna sem, varna sem, vse je ok, varna sem, pa če boste 1 uro mogla to ponavljati. Varna sem, varna sem, varna sem. In s tem programirate svojo podzavest, ker podzavest vam butne vse stare strahove v paničnem napadu, vi pa morate toliko močna biti, da to pomirjate. Ja? Če pa hočete trajno se rešiti paničnih napadov, pa morate biti moj program. Tukaj pa mi panične napade trajno zbrišemo. Tu je potrebno pa več dela, več truda. In če dovolite, bi vam, eni boste verjetno želeli to sami, ne? Imate pa možnost tudi, da vam pomagamo. Ali želite, da vam pomagamo pri teh čustvenih stvarih? Rabite pomoč? Prosim, napišite. Aha. Ja. Ja, dobro. Glejte, rabite pomoč, želite, da pomagam. Tako. Mi bi vam zdaj, Petra, bi vam predstavila ta moj program. Aha, ravno se zaprijavi termin. Super. Kar prijavite se, tisti, ki rabite, se želite pogovoriti, ker imate tukaj možnost, ne? Zdaj pa vas vprašam, a dovolite, da vam predstavimo program Notranji mir, ki ima rezultate, ki vas res pripelje do notranjega miru, je pa 3-mesečni program, ki je to moje res avtorsko delo z ekipo, ki ga delamo, ali že dovolite, da vam zdaj to predstavimo, kako v bistvu bi lahko vi prišli do notranjega miru. To je pa 3-mesečno konkretno delo. Kaj lahko naredite sama? Tisti, ki želite sami, morate prvič spremljati sebe, razumeti sebe, gledati stare dogodke, napisati si seznam starih dogodkov, jih na čustvenem nivoju predelati, tisti, ki želite sami, na tak način, da nimajo več moči nad vami. Tisti, ki pa že rabite pomoč, bi vam pa zdaj predstavili ta program Notranji mir. Prav? V redu? Tako da, evo, jaz malo se spočijem. Kristina, tapkate lahko samo z eno roko. Ja, ko z eno lahko z obema, ne? Ja, evo. Evo, pa smo spet, sem nazaj, Asja me navdušuje vsakeč znova, čeprav sem vsak dan z njo, ne, ampak vedno znova in znova, lahko jo sam poslušam. Program Notranji mir je plod Asjinega kar 12-letnega dela, izkušenj in skozi ta preverjeni program je šlo nekaj tisoč ljudi, ki pričajo o učinkovitosti, ki govorijo svoje zgodbe, ki jih tudi povejo, napišejo in ena sama izmed teh tisočih sem tudi jaz.
In sem se nekako odločila, da z vami podelim svojo zgodbo in resnično vas razumem, kako se počutite in kako vam je, ko se je vsega preveč nakopičilo, ko vas je strah, ko se na telesu prižigajo lučke, vse sorte, ko imaš meglo v glavi, ko je koncentracija slaba, ko se ti nič ne da, ko vzkipiš na otroke, pa sploh ne veš zakaj, ker sploh niso nič naredili. In koliko je že stresa tako zelo veliko, da se že telo oglaša z čutnimi alarmi. Pa razbija v srcu, pa imaš cmok v grlo, pa te glava boli, pa piska v ušesih, so mravljinci, težke noge, ali pa tako zelo mehke, da bi se kar človek sesedel. V bistvu, zakaj to vem? Ker sem tudi sama dala to skozi. In tudi sama sem že kot mala punčka šla skozi res veliko količino žalosti. Ampak en tak prelom trenutek pa se je vseeno zgodil, v bistvu jih je bilo več, ampak ta je bil poglaviten. Ko sem bila stara 18,5 let, je umrla mama, živele pa sva sami. In to za punco, ki še hodi v šolo, ki se ne znajde v tem svetu, je bila res ena zelo, zelo, zelo velika žalost. In pri vsej tej žalosti me je bilo še ob enem strah za preživetje. Kako bom preživela, kaj bom jedla, kako bom plačala stroške. In ker seveda nisem imela nekih dohodkov, so mi že tudi elektriko izklopili. Zdaj, oče in mama sta bila ločena in od očeta v bistvu nikoli v življenju nisem nič kaj ekstra imela, niti se ni oglašal. Brata, ki sta pa bistveno starejša, sta pa že vsak s svojimi družinami živela vsak zase. Tako da vem, kaj pomeni, ko je telo polno žalosti in obenem še straha. In kasneje se je zgodil še en večji prelomni trenutek, je bil pa ta, da sem po spletu okoliščin izgubila tudi dom. In v bistvu seštevek vsega, kar se mi je dogajalo, je bil tako zelo visok, da je telo na koncu izstavilo račun. To pomeni, na koncu sem zbolela. Zbolela sem na pljučih, kar pomeni, zdaj vem, življenje mi ni pustilo niti dihati. In pomoč sem iskala povsod, kar pomeni, šla sem skozi različna mnenja zdravnikov, zdravljenj, kupe enih alternativnih opcij, kot so bioresonanca, bioenergija, reiki. Hodila sem tudi na razne duhovne seanse, kupila sem ene velike količine prehranskih dopolnil, šla sem tudi na hipnozo, brala sem kupe knjig, literatur, končala kupe tečajev, tako da znanja sem imela toliko bilo, da sem čisto vsakmu okrog sebe znala pomagati, veste, komu pa ne, sebi pa nisem znala pomagati. In to je bilo pri vsem skupaj najbolj žalostno. Tako da vsem znaš pomagati razen sebi. In kar je se še drugo zgodilo, nekako sem se pa morala potolažiti s vsem tem in sem se čustveno prenajedala. V bistvu mi je pasala zelo taka nezdrava hrana, zdaj niti pomislim več ne na njo. In sem si pridelala en tak zelo veliko hleb, ki je tehtal 3-mestno število. In to ni bilo več fajn. Potem, ko sem srečala Asjo po enem spletu okoliščin, mi je Asja rekla, Petra, najprej predelaj izgubo mame. Zdaj po 30 letih po njeni smrti je bila moja misel ta, da po 30 letih sem nekako to predelala, ker ko sem pomislila na njo, nisem čutila več neke žalosti. Ampak sem jo poslušala, ji zaupala, se ji prepustila njenemu vodenju in ta terapija je bila zame ena najbolj težkih. Res je bila zelo težka, sploh nisem mogla verjeti. Obenem pa je bila tudi največja olajšanje sem doživela v njej. Tako da odločila sem je izvrtati toliko zelo veliko breme, da sem končno lahko dihala. In več kot sem čistila te svoje strahove iz preteklosti, več kot sem delala, bolj ko sem predelovala te strese in travme, bolj sem živela, bolj sem bila zdrava, bolj sem bila samozavestna,
vedno več zdravja sem imela in kar je še zelo zanimivo, sporedno z vsem tem čiščenjem duše, sem čistila tudi svoje telo kilogramov. In tako je odpadlo z mene več kot 25 kilogramov brez nekega večjega truda. Tako da, to, kar sem dobila iz Asine pomoči, je nepredstavljivo in ne da se tega ovrednotiti z ničemer. Tako da, nekako sem dobila nazaj življenje, mož je dobil nazaj svojo ženo, moji otroci so dobili mamo, ker nisem bila več tečna, nič se mi ni dalo, skipljiva za vsako stvar. In lahko rečem, terapije res delujejo, vendar res morate biti prisotni in delati. In če so delovali zame, verjamem, da lahko delajo tudi za vas. Seveda, če vi to želite. Zdaj pa, da še tudi na program predstavim, ker seveda ste tudi dovolili. Program Notranji mir traja 3 mesece. In v bistvu, kaj dosežete v 3 mesecih? Kaj so cilji? Dosežete to, da se zavedno rešite iz začaranega kroga, te tesnobe, anksioznosti, da umirite svoje misli in da dejansko začutite ta globok mir. S programom dosežete tudi to, da se zavedno lahko osvobodite strahov, da lahko greste z letalom, z avtom, kar vam je volja, tudi na drug konec sveta, da se svobodno družite s prijatelji, kot ste se mogoče nekoč, da samozavestno nastopite pred ljudmi in jim ponudite, kar imate za ponuditi, in da vas ne rabi za to biti sram, ampak ste ponosni na to, kar lahko pokažete. In da lahko greste v trgovino, v gledališče, na koncerte in da živite v bistvu osvobojeni od teh svojih strahov. Bi vam bilo kaj takega všeč? Jaz verjamem, da ja, ker potem lahko rečemo osvobojeni. V programu Notranji mir se lahko hitro rešite tudi paničnih napadov in tudi strahov pred ponovnimi paničnimi napadi in da živite dejansko aktivno življenje, v katerem ste brez omejitev. Odpravite lahko tudi kronično utrujenost in izgorelost in da se vam povrne volja do življenja, da imate spet dovolj energije za moža, partnerja, za službo, da imate motivacijo za delo. Tudi za vam drage ljudi, ker takrat, kadar ste vi dobro, so tudi ostali dobro. Program vam tudi pomaga, da se lahko znebite telesnih simptomov. Zelo so neprijetni. Tudi sama sem šla skozi obilo preiskav vseh možnih, kar jih obstaja, in meni nikoli niso nič odkrili. In velikokrat vam ljudje tudi to povedo. Tako da, kadar medicina ne najde vzroka in imate kup telesnih simptomov, tudi ti se dajo zelo hitro odpraviti in da ste kasneje lahko tudi brez straha pred boleznijo, ki vas morda omejuje, ali straha pred smrtjo, vaše telo pa postavi vedno bolj sproščeno in pomirjeno. Morda imate pa težave s spanjem, pa ste zjutraj utrujeni. Tako da dejansko vam lahko pomagamo, da se naspite, da spite mirno, da spite kvalitetno in da ste zjutraj spočiti in polni energije. In po jutru se dan pozna, pravijo. Kaj pravite? Ni lepšega. Mere sva eno vprašanje, ali se vse to vrne? Torej ne, te spremembe, ki jih delamo, so trajne, ker posežemo resnično globoko v podzavest, v otroške vzorce, v otroške bolečine, v otroške stvari. Te spremembe so absolutno trajne. In to, kar predelamo znotraj tega programa Notranji mir v 3 mesecih, jaz najtežje stvari z vami predelam, kasneje se pa naučite, da si lahko pomagate tudi sami. Tako da, Alma, to je trajno. Panični napadi se ne vrnejo, nikoli več ni tako hudo, kot je bilo. Ko pa vam življenje kakršenkoli izziv postavi, po 3 mesecih si vi znate pomagati. Nikoli več niste nemočni, nikoli več
ne boste čolniček, ki ga buta ob morje, ne boste nikoli več. Če boste šla čez ta program, če boste 3 mesece zraven, če se boste učila, če boste sprejela, če boste dovolila spustiti bolečino ven, to res so spremembe trajne. Vanja, na vse to vam bom odgovorila. Ja. Asja vam lahko tudi pomaga, da se znebite težnje po popolnosti. Ja. Da ne rabite biti čist perfektni in da če se potrudite narediti vse maksimalno in optimalno, da je tudi v redu, če daste vse od sebe. Tako da se lahko kvalitetno osvobodite te nervoze, da mora biti pa vse wow, in se začnete tudi ceniti in da se ne preforsirate. Ali pa ste morda celo taka oseba, tudi jaz sem tukaj, ker so vsi drugi bili na prvem mestu, za vse sem znala poskrbeti okrog sebe, razen zase, težko sem rekla ne. In program Notranji mir vam prinaša tudi to, da seveda se naučite sebe toliko spoštovati, da si kdaj dovolite tudi reči ne, ne morem. In kar mi je bilo všeč, kar je že nekdo vprašal in nas je že v bistvu odgovorila, kar je meni bil en pomembnejših ciljev tega programa, je bil ta, da na koncu programa dobite dovolj znanja, opremljeni ste z dovolj informacijami, da si znate predelati, da znate v bistvu izzive, ki vam jih ponudi življenje, predelati sami. V bistvu to so rezultati, ki jih nekako ljudje dosegajo ob koncu programa, pa me zanima, koliko so vam kaj všeč ti rezultati. Ja, vam je to okej? Ali bi bilo to tisto, kar si v bistvu želite? Dajte odgovoriti, prosim. Ali je to, kar si želite, da dobite notranji mir, da dobite spet, da prepričanja spremenimo, ki so povezane s perfekcionizmom, da začnete skrbeti zase in da res dobite kontrolo nad tem čolničkom, da ga pripeljete v miren pristan. Ali je to, kar si želite? Ja, močno, bravo. Bravo. Želite, ja. Ok, dobro, v redu. Zdaj, gledajte, to so nekako cilji, zdaj pa še, kako v bistvu Asja to z vami spravi v akcijo, ne? Zdaj, program Notranji mir je sestavljen iz 4 različnih komponent. Vse so zelo pomembne, vse se dopolnjujejo in fajn je, da se tudi vse nekako združujejo. Tako da prva komponenta je ta, da imate vse skozi tekom programa osebno podporo. In ko se vključite v program, je zelo pomembno, da se vsak teden slišimo, ali se slišite z Asjo, ali se slišite z mano, imamo še Jureta in Kristjana, ki nas lahko pokličete katerega koli, ki ga vi začutite, da se pogovorimo o vaših napredkih, da vam pomagamo, kadar se vam zatakne in ne znate naprej, in da vam nudimo dobesedno celovito podporo v vašem procesu, da se osvobodite vseh teh grdih čustev. To je prvi del, ne? Osebna podpora, ki jo tudi dobite. Tako. Drugi del? Drugi del je, da dobite po pošti domov Asjine knjige. Zakaj je to zelo pomembno? Zato, da na logičnem nivoju si znate razložiti, kako se zasidrajo ta negativna čustva v nas, kako se odražajo v našem življenju in kako jih lahko v bistvu rešujete. Druga knjiga je moja nova samopodoba, tako da se da spremeniti tudi te podzavestne vzorce in da vam je to na logični ravni zelo razumljeno. Tako da tudi knjige so zelo pomembne in je super, da jih preberete tekom teh 3 mesecev. No, je pa, veste kaj fajn? Da zelo hitro grejo skozi, da so lahko berljive, vsakemu razumljive in niso napisane v tem strokovnem, profesionalnem jeziku. Ne? Tretja komponenta je, da vas Asja vodi kar skozi 26 terapij v živo preko Zooma. Tako da to je Zoom, to ste spraševali, ali lahko preko Zooma. Ja, 2-krat tedensko izjemno močna terapija preko Zooma. In na vsaki taki terapiji predelamo en vaš spomin, en vaš dogodek, ki sem vam naprej kazala.
ne, tisto slikco, ko ste videli z punčko žalostno. Na vsaki taki terapiji eno situacijo predelamo. Torej, ne moramo spremeniti, kaj se vam je v resnici zgodilo, in ne moramo spominov brisati, to ne moramo. Kaj pa lahko naredimo? Iz vsakega spomina pa brišemo tiste občutke, ki so vezani na ta konkreten spomin. Tako da to pa absolutno lahko naredimo in na vsaki taki terapiji. Tako da dobrodošli iz cele Slovenije, bomo pogledali pol video, pa boste videli Štajerce in Primorce in Notranjce in vseh koncev. Tako da delamo mi za celo Slovenijo in imamo tudi eno vprašanje, in sicer lahko sem že veliko naredil, program lahko prilagodimo, absolutno ja. Vsi smo ljudje, imate različne izkušnje, različne dogodke imate, vendar občutke imate iste. In niste čisto vsi na isti stopnji, zato je pa ravno ta osebna podpora, ki vam jo nudimo. Tako da ja, v tem programu rešujemo in izgorelost, in anksioznost, in panične napade, in perfekcionizem, in nespektnost. Zakaj? Ker vse temelji na starih občutkih iz preteklosti. Vse temelji na strahu iz preteklosti, na žalosti iz preteklosti in posledica tega je in izgorelost, in anksioznost, in še obsesivno-kompulzivna motnja in marsikaj. Tako da dobrodošli vsi in vsak pa ima tukaj osebno podporo, da vam lahko tudi osebno svetujemo. Torej, moji svetovalci so res tu zelo vešči tega programa, če pa kdaj pa se vedno lahko tudi na mene obrnemo. Tako da ja. Iz knjige Tapkanje. Knjige sta te dve, tako da jaz sem te dve knjigi napisala, ker sem res dala vse noter, kar sem se naučila v zadnjih 12 letih, ampak na koncu sem ugotovila, žalostna, da ljudje ne znajo tega iz knjige ven pobrati. Rabijo osebno vodenje, ko gre za emocije, ko gre za podzavest. Eno je na logičnem nivoju prebrati knjigo, drugo pa je res v globini to spremeniti. To sem sama doživela, da teoretičnega znanja je bilo toliko, da sem res lahko pomagala profesionalno ljudem raznih serij. Tako da zdaj smo rekli, že imamo prvi program, prvi del osebna podpora, imamo knjige, imamo terapije preko Zooma 2-krat tedensko, če slučajno ne morete, to je vedno torek, četrtek zvečer, če ne morete biti prisotni, imamo posnetek, ki si ga lahko pogledate, imamo tudi take poklice, ko pač tudi delate ob večerih, popoldnih, potem je si lahko tudi posnetek vedno pogledate. In četrti del, ne še? Med terapijo je super, da ste sami, da vas res nihče ne moti. To je tako zelo pomembno, zato da se res lahko prepustite in greste v svoja čustva. In kar iz svojega hrbta odlagate zelo velike skale, je fajn, da imate ob sebi kak kozarček vode, kakšne robčke, zato ker občutki med terapijo so lahko tudi, da se zjokate v slapi in da vam je slabo, da vas strese, da so kakšni mravljinci prisotni in zato je fajn, da ste sami. Tako da občutek po koncu terapije je vedno eno globoko olajšanje in občutek je tak, da bi iz svojega hrbta odlagali eno veliko skalo, to je zelo težko delo, zato vedno ni najbolj fajn, ampak veste, kaj je super? Super je to, da več skal kot odložite, lažji ste, bolj svobodni ste. Četrta komponenta je podpora z pomočjo video vsebin. Na programu dobite dostop do seveda teh posnetih terapij, ki jih je Asja odvodila in si lahko pomagate še dodatno z vsebinami, kot so prva pomoč, pomiri paniko, premagaj strah pred strahom, imate tudi za terapijo, če ste izgubili kako ljubljeno osebo. In v bistvu ta podpora je zato, da si lahko pomagate tudi takrat, ko pa Asja ni dosegljiva. Pomeni sobota, nedelja in pa še, ti moduli so namenjeni tudi tistim, ki hočete delati še več. To pomeni en časovni okvir je, da se vzamete zase vsaj 2 urci na teden. Če pa želite več, to je vaša osebna izbira, pa lahko tudi več. Seveda na tak način se tudi hitreje procesira. Zdaj, kaj bi zdaj videla? Imamo samo še 2 vprašanje, kaj bi to bilo, ali karmična diagnostika, NLP, glejte, to je, kar vam razlagamo, to je čisto edinstveno, verjamem, da so elemente te marsikdo uporablja.
ampak to je edinstven program, imenuje se Notranji mir in je najboljše bi bilo, da v bistvu zdaj pogledamo rezultate tega programa. To bomo zavrteli video, predtem pa bi prosila še enkrat, da damo linke. Tisti, ki se želite pogovoriti, ki ste se začutili, da bi to morda bilo za vas, prosim, če data Jure pa Kristjan link, povezavo za uvodni razgovor. Tisti, ki ste pa začutili, da je to res že za vas, da ne rabite se več posvetovati, evo, pa imamo tudi že direktno prijavo. Tako da, kdor hoče se pa direktno prijaviti ta program, kdo resnično hoče, evo, pa imate tudi možnost se direktno, ki ste pogumni. Imamo tudi vprašanje, to, da je preko Zooma so različni, je več ljudi zraven, nekdo bo v Kranju, nekdo bo v Mariboru, nekdo bo v Celju, torej več naenkrat, jaz vas vodim več naenkrat, vsak bo svoj dogodek procesiral. Zakaj pa vas lahko vodim naenkrat več? Ker imate različne dogodke, imate različne izkušnje, vendar občutke imate pa iste. Vsi smo ljudje, občutke imate iste in ustvari se neverjetna energija. Jaz imam tukaj tudi eno tako veliko karizmo, da res grem vašo podzavest in se veliki premiki zgodijo in osebno podporo imate pa dodatno, tako kot sem povedala. Zdaj pa bi jaz predlagala, da pogledamo tale naš video, samo da ga samo sekundico, da zaženemo video. To so pa zgodbe ljudi, ki so šli čez to. Samo malo, da vam pokažemo, da boste videli, da to ni res kakšne velike stvari se dogajajo tukaj na teh naših terapijah, kak močen proces je to v zelo kratkem času. Psihoterapija lahko leta in leta traja, pa ne doseže teh rezultatov. Tako da, evo, pa vam bom jaz kar delila ekran, pa bomo mi šli zdaj pogledati. To je 10 minut, pa vas res, to so ljudje, ki so se opogumili, da so pokazali se, da so imeli stiske, da so imeli težave, pa so šli tako da. Prosim, to. Jaz sem v 2 mesecih terapije se umirila, se naučila pogledati stvar malo iz razdalje, pogledati sebe iz razdalje, se spoštovati in ceniti svoje želje. V bistvu sploh ne kričim več, to je fajn, to imajo radi vsi v moji familiji. Moje počutje se je bistveno spremenilo. Končno lahko stopim na ulico, grem na sprehod, usedla sem se v avto, kar se je zdelo svoj čas nemogoče. Končno lahko tudi jem, kajti bilo mi je kar velikokrat slabo v želodcu. Po 3 mesecih sodelovanja v Notranjem miru se počutim veliko bolje. Ja, največja sprememba je ta mir, ki ga imam. In potem sploh ne pride do prepirov več. Isto otroke lažje razumem. Tako da se mi ni treba več jeziti nazaj, ker sem se prevelik. To je čisto drugo življenje, ne? Danes je bil moj prelomni korak, to nisem nobenemu še povedal. Danes sem se peljal po 5 mesecih čez tisto avtocesto, čez tisto ceh s kamionom, kjer sem doživel najhujši napad v svojem življenju. In danes sem se peljal in ni bilo nič. Jaz sem ful dobre volje, res, jaz vam ne znam opisati, res tisto. Danes sem sigurno nekje, kjer se jaz sama počutim, da sem veliko močnejša, tako da lahko pride nek stres in ga bom jaz v bistvu čisto lepo prenesla. Tako da jaz sem občutila eno toplino. Super, res tako sprejeto. Od začetka mi je bilo majčkeno mogoče nenavadno, ampak pol pa zelo olajšano. In tudi začela sem se veseliti terapiji, vedela sem, da me čaka pol nek napredek. Res svetujem, da se obrne na vas, zato ker je priljuden, način je tak, da je čisto vsakemu blizu, čisto vsak razume, čisto vsak se znajde, nobena težka stvar ni in hkrati zelo deluje. Jaz bi zelo priporočala vsakemu, ki je v stiski. Zato, ker če je vse drugo izključeno, je prav gotovo to edina res dobra priložnost in ena taka prava pot, ki lahko pomaga marsikomu. Greš naprej in greš na boljše. Škoda, ker vas nisem spoznala prej. Toliko denarja zapravimo za druge nepomembne stvari, zakaj ga ne bi enkrat dali za zdravje? Tako sem se odločila tudi jaz.
Tu ni vreden ne denar, ne hvala. Mislim, ne moreš tolikrat reči, pa poplačati tega, koliko lahko iz sebe ven narediš. No. In tu jaz dam kapo dol vam, z prve. To je, jaz sem se danes prvič peljal po 5 mesecih, tam čez, jaz sem se jokal od vesela, ko sem prišel v Maribor, jaz sem se jokal. Zelo težko sem zaupala, da je to možno. Ampak pol pa v bistvu, ko so se rezultati kar začeli kazati, ker recimo je minil par dni, da jaz sploh nisem recimo pomislila na kaj slabega, pa sem si rekla, se to pa v bistvu lepo, ne, se tako se pa da. In rekla bi čist direktno, da nekdo, ki je toliko dvomljiv, kot sem jaz, pa toliko strog do sebe, pa če sem jaz uspela se prepustiti, pa si pustiti pomagati, pol sigurno je prostor za vsakega, no, da se mu pomaga, no, sigurno. Res lepo, no, sem hvaležna za to izkušnjo in bi priporočala vsakmu, no, ki se odloča, sigurno. Pač mirna sem vse noter. Doživela sem take spremembe, da se niti misliti nisem mogla, da lahko tako živim, tako mirno. To sigurnost, da če se mi kdaj karkoli ponovi, če se bom spet mogoče podoben počutila, da znam v bistvu pristopati k temu. To je ena taka velika sigurnost, ki se mi zdi za tesnobnega človeka, je to velik, res velik. Da se lahko k ničemu zatečem, no. In že po prvem pogovoru z vami sem se v bistvu že, ko sem sam glas slišala, zjokala in se veliko bolj počutila. To mi je dalo eno upanje, da pa verjetno me nekdo razume. Ko sem govorila z vami, je bilo eno samo sprejemanje in toplina in sem slišala tisto, vse je v redu. Ja, jaz vas imam kot eno suvereno, toplo osebo, čustveno, z veliko mero empatije, res nam stojite ob strani. Tako da jaz z vašo bližino sem čutila kot nek nevidni objem na nek način, neko okrilje. Evo, tako, eno veliko toplino sem čutila. Imate tak lep topel odnos, jaz sem se varno počutila v vas, sigurno. Asjo kot terapevtko vidim zelo ljubečo, nežno, vedno te je pripravljena poslušati z celim srcem, in ti pripravljena pomagati, te usmeriti na pravo pot. Čudovita je. Zelo srčna oseba. Zdi se mi, no, da vam ni to samo tako služba, ampak kot neko poslanstvo. In to se mi zdi zelo... Mislim, lepo je za nekoga, ki se vam prepusti, no, da mu pomagate. Za nekoga, ki je toliko dvomljiv, pa še tako analitična, ne, v vse te medicinske dokazane stvari, je to res velika stvar, no, in ste mi kar polepšali življenje, no, tako zdaj v teh trenutkih mi je bilo kar lepo z vami, no. Panični napadi so izveneli, ko vidiš, da se vrača spet na stare tire. In dejansko že po drugi terapiji sem jaz peljala v službo brez nekih cmokov in slabosti in ne vem kaj. Zdaj prijem do službe komot, ko sem rekla, peljala sem se tudi že bolj daleč in ni bil problem, ka prej ni bilo šans, ne. Dosti več spim, dosti bolj mirna, tako ni tega strahu več. Ko enkrat začutiš tisti ta pravi mir, lahko okrog tebe divjajo viharji, sploh ni važno kaj, in imaš v sebi ta tvoj mir, je to čudovit mir. Stajala sem drugačna, sebe sem dala na prvo mesto. Jaz sem postajala iz dneva v dan bolj samozavestna, vedno bolj pogumna, no. Zelo hitrem času se nehajo panični napadi, zato je ta terapija izredno dobra. Ja, osvobojeno se počutim, veliko bolj lahkotno. Počutim se zelo svobodno, zelo umirjeno. In moj srček ne divja. Po mojem tudi bolj sem samozavesten, tako recimo, imel sem tudi razgovor za službo en teden nazaj, da sem izbral, tako pač, ful mi je lažje iti med ljudi tudi. Jaz sem začela
po terapijah živeti normalno življenje. Kamorkoli me povabijo na razne simpozije, kongrese, povsod grem, se udeležujem, dobim se s prijateljicami na kavi. V bistvu polna sem zdaj enih polnih ljubezni in umirila sem se, zelo sem se umirila. Moja družina seveda ima zdaj dosti več od mene. Če se jaz ne bi odločila za to EFT terapijo, vprašanje, kaj bi se zgodilo z mano in z mojo družino, predvidevam, da moje družine ne bi bilo več, da bi razpadli po moje na koščke. In terapije so res odlične. V bistvu počutil sem se tako sprejetega, tako mi sem čakal te terapije, kot nek drugi dom. Terapije so super, vzdušje je neverjetno, tudi energija je neverjetna, tako da res priporočam čisto vsakim. Ob Asinem vodenju sem se počutila odlično, zato ker sem čutila poleg nje ljubezen, toplino, ki mi jo je vedno dala. Meni je zelo pomagalo, obrnilo mi je življenje tako na tako. Zelo pomaga. Meni izmerno je ful pomagalo, ker so učinki, jaz sem živi dokaz za to. Nikoli si nisem mislila, da bom res kdaj v življenju prišla do te točke. In ta zadeva, ki jo imate vi, sigurno deluje, sigurno uspeš, sigurno. Torej, meni je vaš način izjemno dogovarjal. Jaz moram reči, da sem zelo zadovoljna. Prej to je to, kar vam bo ful pomagalo, ne sem zdaj, recimo v nekem kratkem obdobju, ampak pač za celo življenje. Boste tudi najboljša verzija samega sebe in ne sem zase in tudi za ostale okoli sebe. Tako da sigurno se splača. In začutila sem takoj pri vašo srčnost, tisto ta pravo zadevo, iskrico ta pravo. Asja je res ena, res, mislim, sploh z besedami se ne da opisati, zlata ženska. Te res ena oseba čuti, da ve, kako se počutiš, da ve, kaj se ti dogaja. Jaz mislim, da so vaši nameni izjemno iskreni, čisti in da imate ljudi zelo radi. In to se čuti. Jaz sem samo neizmerno hvaležna, da mi je bilo dano, da sem vas našla. To sem izredno hvaležna. Jaz sem vam iz srca hvaležna. Res, nikoli vam ne bom znala z besedami povedati, koliko sem vam hvaležna, resno. Tako, glejte, zdaj pa odpiramo prostor za vprašanja. Torej, če želite, se lahko direktno prijavite v program, lahko se pridete pogovoriti čisto brezplačno. Tukaj smo za vas, da vam pomagamo rešiti se vaših strahov za vedno. Lahko skusite sami, kot smo rekli, vendar je mnogo hitreje in to zanesljivo deluje, da pridete sem. Da riskirate nekaj svojega časa, nekaj svojega denarja, zato da si postavite življenje v kratkem času na poštene temelje. Petro, bi prosila še, da glede cene vam razloži, pa glede vsega tega. Koliko so vredna naša življenja, je zelo težko vrednotiti z nekimi cenami ali s katerimikoli drugimi stvarmi, ker se ne da to primerjati z denarjem. Ampak če pa vseeno skupaj povzamem, cena celotnega programa, celega sklopa je 1500 €. Možno je plačilo v 2 obrokih, 3 obrokih, več kot 4 obrokih. Najmanjši znesek obroka je 50 €, tako da si ga res lahko vsak privošči, tudi študente imamo v našem programu, kar pomeni, da kdor res hoče, ima tudi možnost in tudi priložnost, da sebi dobesedno spremeni življenje na bolje. Zdaj, kaj se tiče teh plačil, so brezobrestna, nimajo stroškov, v bistvu govorimo o preprostem trajniku in tisti, ki veste, kaj hočete, si želite spremeniti, vabljeni, da se rabimo samo, da se odprete, da pridete z odprtim srcem, da
se prepustite Asinemu vodenju in da zaupate in da delujete. Seveda, da ste vztrajni, ker se žal ne da to spremeniti čez noč, rabimo tudi to eno vztrajnost in da seveda delujete. In kadar ne morete, smo spet tukaj mi, da vam pomagamo iti po teh stopničkah više in više. Imeli smo vprašanje, če imate kakršnokoli vprašanje, lahko vprašate, lahko se vpišete na termin, zberete termin, da se pogovorimo, lahko se tudi direktno odločite. Če imate vprašanja, lahko postavljate. Potem bomo pa slišali še Jureta, tako da vabim vas, da res ostanete do konca. Jure je tudi šel, lahko boste tudi njega vprašali, ki je šel sam čez program. On je imel tako hude strahove, da ni mogel funkcionirati. Ampak preden to odgovorim na antidepresive, torej marsikdo pride k nam, je na antidepresivih, veliko ljudi je pač marsikaj že proba, preden pride sem in marsikdo mi tudi reče, da sem v zadnje upanje, da je poskusil že vse, pa mu še ni uspelo. Tako da, če ste na antidepresivih, jaz vedno rečem, jaz nisem zdravnica, ne predpisujem zdravil, tako da, kar se tiče zdravil, se pogovarjate s svojim osebnim zdravnikom ali psihiatrom ali kakorkoli. Moja naloga je, da vam pomagam, da se počutite dobro. Ko se počutite dobro, se boste lahko spet naprej pogovarjali s svojim zdravnikom glede jemanja, ali ga boste ukinjali ali ne. Vsekakor pa nič ni narobe, če jemljete antidepresive, nič ne jemljete, če jemljete karkoli drugega, tudi druge terapije mene čisto nič ne moti, edino rabim nekaj ur vašega časa na teden in fokus, da res gremo predelati tisto staro bolečino iz vas, stare stiske, da to očistimo. Vesna sprašuje, katere tehnike poleg tapkanja tudi uporabljate. Vesna zelo veliko tehnik, poleg tega imam jaz tudi eno veliko karizmo in velik dar, da ko vodim, da res grem, da čutim ljudi. Jaz res čutim, jaz tudi ne vem, katere besede moram reči, da vas odprem, katere besede moram reči, da to malo punčko v vas, da se jo začutim, da začnete jokati, da začnete sprostiti, da so mravljinci, da je vroče, hladno, da travme sprostimo in znam tudi pomiriti. Tako da na koncu vas pustim olajšanje in to. Tako da ne gre za nobeno tehniko, ki jo poznate, za kombinacijo mnogih tehnik in moje karizme, ki jo imam, ki jo čutim tudi veliko odgovornost, ker imam moč spreminjati podzavest ljudi. To, kar nisem srečala nikjer drugje. Terapije potekajo 2-krat tedensko. Arjana, hvala za vprašanje. Terapije, torej dobite knjige, za katere želimo, da preberete. 2-krat na teden imate terapijo, torek in četrtek zvečer ob 19. uri. Tisto 1 uro si vzamete, takrat je terapija preko Zooma in na vsaki terapiji eno vašo zgodbo predelamo, da očistimo občutke iz enega vašega spomina. Prav? Če želite delati še več, imate knjižnico in portal, kot vam je Petra razložila, ki si lahko s tistim pomagate. In kadarkoli ste v stiski, pokličete in smo tu za vas. Lahko pridete sem, lahko se slišimo po telefonu preko Zooma. Petra ima tudi zelo veliko srce, tudi močno intuicijo, tudi lahko zelo pomaga, ima izkušnje s programom, če pa rabite mene, sem tudi na voljo. Tako da kadarkoli na tej poti 3-mesečni vas tudi osebno spremljamo. Tako da, ja, evo, upam, da je to zdaj bil odgovor. V redu, Arjana. Liljana pravi, sedaj moram odvrčati, vsem res topel pozdrav, Asi topel objem in ljubezen. Hvala, Liljana. Liljano se že leta poznamo. Bilo je pa še eno neko vprašanje, tu v zvezi s tem. Imate še kakršnokoli vprašanje? Še kar vas zanima? Torej, naj vam, ali se hočete rešiti strahov? Odgovor je bil ja. Ali hočete spremeniti življenje? Dajte ga spremeniti. Ali hočete, da boste imeli moč nad svojim življenjem, da se naučite živeti tako, da se boste vi dobro počutili. Če ja, potem pridite vsaj se pogovoriti za pol ure, da vidite, da je to opcija za vas. Prav? Zdaj pa mogoče bi Jureta še, če imate vprašanja, postavljate. Program kontinuirno teče, tako da vi se lahko takoj drug teden, se lahko jutri vpišete, dobite vse gradivo, se malo prijavite in da takoj drug teden začnete. Imate tudi linke, da tisti, ki želite, se lahko tudi pišete, če pa želite pogovor, pa dobrodošli. Zdaj bi pa še Jureta, imamo še malo časa, da še Jureta vprašamo, da nam še on svojo zgodbo pove.
tako da še lahko tudi se z njim, Jure je imel hudo stisko. Jure, boste lahko sam ti, prosim? Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Čakaj malo, slišimo te, vidimo te še ne. Ok. Evo. Vklopi še nam kamero, prosim, Jure. Ja, pa mi jo ne pusti. Ne pustiti kamere, čakaj. Piše, da mora biti odobritev. Ja, čakaj. Make host, mogoče pa to. Ja. Probaj zdaj. Ja. Evo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Torej, Jure je prišel k meni lansko leto, mislim, da je bilo februar, marec tu nekje, imel je hude panične napade, imel je hude strahove, sicer je star 36, ne? Zdaj pa že 37. Zdaj si pa že 37. Ima krasno družinico, 2 hčerki in ženo in on je bil vodja športnega centra in je obležal zaradi izgorelosti. Torej, Jure, povej nam v parih stavkih, kako si se počutil takrat, ko nisi mogel nič. Ja, takrat je bilo poleg izgorelosti, tesnobe, strahov, hudih paničnih napadov, ki sem jih preživel kar nekaj na urgenci, z mislijo, da se mi bo nekaj hudega zgodilo. Se pravi, da bo prišel kap, da bo prišel infarkt, da me bo kar pobral na nek način. Veliko je bilo pa tudi fizičnih simptomov, od nekega razbijanja srca, kakšen tiščanje v prsih, je bil mravljinci, roke, noge, vzad v glavi ali pa v ustih in tak neprijeten občutek, da bi res se zgodila neka kap infarkt. Tudi, ko sem razlagal o tem, ko so me priklapljali na vse one aparate, ki jih itak ne poznam, so rekli, saj je vse v redu z vami, ampak občutki so bili pa naravnost grozni. Tudi ta razbijanje srca je bil vsak dan, tudi zdravnike sem obiskal, če ne dnevno, pa na 2 dni skoraj sigurno, tako da je grozno. Zaradi teh občutkov sem tudi popolnoma obležal takrat. Torej, kje si bil po 3 mesecih? Nisi mogel niti voziti, obležal si, nisi mogel skrbeti za družino. Po 3 mesecih programa, ko so te prvič k meni pripeljali, si bil popolnoma nemočen. Po 3 mesecih, kaj se je zgodilo? V 3 mesecih sva se malo mučila, malo sva se namatrala, večkrat si me poklical, trudila sva se oba dva, ampak rezultati pa so govorili svoje. Kaj smo v 3 mesecih naredili? Sva se namučila, ampak sem jaz vztrajen tip človeka. In tudi pogumen, kar se tega tiče, definitivno tako, ker vidim, da so tudi ostali. Ja, rezultati so se kazali tako, tako, kar jaz se dobro povedala, nič nisem upal sam, karkoli vse me je bilo strah. Po 3 tednih nikoli nam pozabil asine terapijo, sem se prvič usedel spet v avto. Da sem se prvič spet malo peljal, da sem peljal hčerkico, eno v šolo, eno v vrtec, da sem se s sosedi malo pogovarjal, da sem naredil prvi sprehod, da sem šel sam na sprehod, tega prej sploh ni bilo mogoče, zaradi tega strahu, ki je bil toliko prisoten. Tako da po 3 tednih so se začele pri meni prve lepše stvari dogajati, da ni bilo samo tesnobe, strahov, panike, ampak da se je že začelo na bolje. Medtem, ko pa po 3 mesecih sem se pa popolnoma vrnil nazaj v življenje, se pravi brez tesnobe, brez strahov, brez paničnih napadov in tudi brez tiste nespečnosti. Tako da po 3 mesecih je bilo odlično počutiti. Ok. Dobila sem darilce za Božič od tebe in od tvoje družine, pa so mi tvoja žena in tvoje hčerkice napisale, hvala, ker si nam vrnila Atija. In meni je bilo to zelo ganljivo in to je tudi nekaj, česa v bistvu jaz to v ljubeznijo delam, to, kar delam. Kako je tvoja družina to sprejemala, da si se rešil nazaj, da je Ati prišel nazaj iz tiste neke res hude agonije nazaj? Težko je, ta prvi težko meni, ker sem se počutil popolnoma nemočnega, ker sem pač ležal, gledal hčerkice, ki sta se hotele igrati z mano, pa tega ni bilo mogoče, gledal ženo, ki je hotela iti ven, ki je hotela iti na kavo, hotela iti na sprehod, in tega kar nič ni bilo. Tako da moje počutje je bilo popolno nemočno. Tako da tudi, če bi, jaz mislim, tako nadaljeval, pač je zelo težko po moje, da bi ostali na ta način skupaj, zato ker je to nemogoče. Njih je bilo toliko strah, tudi videl sem tam, so se začele zapirati v sobo, pa so se jokale, v strahu zame. Ok. Tako da danes ste spet družinca, funkcionirate, ti celo z ljubeznijo zdaj tudi pomagaš, tukaj se pogovoriš s kom, da smo te malo ganili, Ja, vse vidite. Moški smo taki. Ja, želimo biti res iskreni. Tako da, če ima kdo kakšno koli vprašanje za Jureta, lahko napiše, prosim. Jaz bi sam še komentirala, da sem
Da uradno je nekako ljudje potrebujejo uradno, kar uradna psihologija, imamo eno vprašanje takoj. Uradna psihologija pravi, 6 do 24 mesecev človek rabi, da se vrne iz izgorelosti, in ko se vrne nazaj, nikoli ni na isti točki, kot je bil, ko je prednje izgorel. Pri našem programu je to drugače. Zakaj? Zato, ker gremo tako globoko, v podzavest. To ni samo neko logično prepričevanje, ker res spreminjamo vzorce, ker res čistimo globoke občutke, in zato so v bistvu rezultati mnogo hitrejši, mnogo globji in trajni. In zdaj imamo tu eno vprašanje, Jure, a ste bili preobremenjeni v službi ali kako? Ja, v službi definitivno preobremenjena, ne. Tudi potem sem videl, ko sem jaz zapustil to delovno mesto, so dejansko prišli namesto mene, je prišlo 5 oseb delati, ne. Ampak nekaj je pač služba, nekaj so pa pač stresni dogodki, ki so se zgodili v preteklosti. Ko sem začel v programu, sem videl, da je ogromen teh strahov, tesnobe in samih paničnih napadov so izzvali ravno smrti oseb, ki so bili blizu, ne. Tako da ni samo služba, jaz mislim, da je to kar skupek nekih negativnih občutkov, dogodkov, ali pa lahko tudi vzorcev že iz otroštva, ne, ki pripelje potem v te občutke. Videl sem pa, da se je takrat zgodil to, samo nek dogodek v sedanjosti je sprožil vse te občutke, ki sem jih očitno nosil s sabo, ne. Pri takrat 36 letih. Ja, okej. Super. Bi še ti, Jure, pa kaj vprašala? Ja. V redu, potem pa bi počasi, da ne bomo danes predolgi, še enkrat nalepimo linke, torej tisti, ki se želite pogovoriti, torej ta program resnično deluje. Lahko vas reši manjkih strahov ali velikih strahov. Lahko vas reši vzorcev podzavestne perfekcionizma, lahko vas reši občutka, da niste dovolj dobri, lahko vas reši katerihkoli slabih občutkov, katerihkoli slabih vzorcev in posledično, ko spremenimo svoj lahko spremenimo tudi svoje življenje. Tako da toplo vabljeni, da se nam pridružite, da se odločite, da pridete pogumno z nami in da res vaše življenje postavimo na čisto ene druge temelje, da se boste vi počutili dobro, da ne boste več ovniček, ki ga buta ob obalo, ampak da boste imeli krmilo v svojih rokah, da boste lahko svoj čolniček zapeljali v en miren pristan. Tako da res hvala lepa, da ste bili z nami, hvala lepa, da ste vztrajali in verjamem, da se z marsikom od vas še vidimo. Tako da vse dobro in lahko noč. Srečno. Lahko noč.